rezultat analize je v glavnem to, da stranka ni dovolj odločno odreagirala na neko abnormalno stanje, abnormalno politično stanje, ki se je v Sloveniji pojavilo. Pod osnovo tega stanja so tvorila nekako gospodarska kriza in zaposlitvena kriza, se pravi pomanjkanje delovnih mest, veliko število nezaposlenih in seveda v tem so se pojavljale neke stranke, jaz jim pravim mesijanske stranke, to se pravi stranke, ki so imenovane po nositeljih, po predsednikih in tako naprej. To je bila neka popolna noviteta in na to nismo dovolj odločno ali pa nismo znali dovolj odločno odreagirati, povedati, kje so prednosti neke etablirane stranke, ki se je pripravljena reformirati, ki je pripravljena se odzivati na odzive sedanjosti in prihodnosti in v tem smo nekoliko zamujali, mogoče tudi zaradi presije 3 volitev v tem letu. Mogoče je to preseglo naše čisto enostavno človeške sposobnosti, delovne sposobnosti. Mi nismo imeli veliko ljudi, ki so bili profesionalni politiki in tukaj je seveda bilo, da smo bili tukaj nekoliko počasni. Nekoliko smo po moje zamujali. In kako naprej? Kaj lahko stranka lahko stori oziroma ali menite, da se lahko vrne v prvo ligo? No, jaz sem prepričan, da se stranka lahko vrne v prvo ligo politike. Mi smo pri analizi ugotovili, da stranka ima potencial, mora pa seveda za tega izvršiti določene spremembe, določene reforme. Dejstvo je, da praktično vsak sistem od nacije do družbe, gospodarske družbe, do politične stranke, ko zaide v krizo in izpad iz parlamenta je krizna situacija, čeprav prej nismo zaznali, že stranka že leta in leta lepo počas zgubljala, pa na to ni odreagirala, to je mogoče tudi napaka, mora biti sposobna izvesti reforme. In kakšne naj bi te bile? Ja, te reforme so predvsem grejo pri nas v dve smeri, posodobiti organizacijsko strukturo stranke, dvigniti organizacijsko stranke na moderno raven, to se pravi primerljivo z moderno vodenimi strankami. Praktično vse slovenske stranke imajo še strukturo, ki je iz časov nastajanja, ki je bila primerna za čas nastajanja, ko so bili določeni zelo profilirani voditelji, ki so z te stranke vodili. Danes se moramo mi postajamo zrela organizacija in temu moramo seveda našo organizacijsko strukturo prilagoditi. In to, kar je že, mislim, predsednik rekel, kar je izredno pomembno, mi moramo vršiti naše politično sidro, moramo vedeti, kje smo in kje stojimo. In tukaj tudi to mislimo narediti na tem kongresu izrecno, mislimo se jasno zasidrati recimo v sredini tega desnosredinskega prostora, ne v ene, ne v druge ekstreme, to se pravi, iščemo neko stabilno sredinsko pozicijo in se ne pač drugi po tej naši poziciji prilagajajo. To se pravi, ponujamo volivcem neko stabilnost, neko sigurnost, neko razvojni koncept in mislim, da bo to zadostna garancija, da se bo Slovenska ljudska stranka vrnila v parlament. Dobro, najlepša hvala.